Presežki v znanosti vedno doživljajo in doživijo izjemno odmevnost, saj dajejo upanje za izboljšave življenja in bivanja ljudi. Tudi zadnji dosežek evropskih raziskovalcev si zasluži več kot največjo pozornost. Uspelo jim je namreč doseči rekord v sproščeni fuzijski energiji. Profesor Lukas Noj, vi ste tudi del te uspešne zgodbe. Pa me zanima, zakaj gre pri tem, vendar pa najprej na vprašanje, kaj v bistvu je fuzija. Fuzija oziroma proces zlivanja lahkih jeder je proces, ki v naravi poteka v zvezdah in sicer daje energijo zvezdam, tudi našemu Soncu. Gre za to, da pri zlivanju jeder, lahkih jeder, na Soncu gre za lahka jedra vodika, se jedra spajajo in je masa jeder, ki nastajajo, je manjša od mase produktov, ki vstopajo v reakcijo in ta razlika v masi se manifestira kot energija. Gre za način pridobivanja energije. No, zdaj pa seveda, zakaj je šlo recimo pri tem prebojnem dogodku, recimo, o katerem vas sprašujem? Ja. Se pravi, mi znanstveniki in inženirji iz celega sveta si želimo ustvariti fuzijo na Zemlji kot trajnostni vir energije za človeštvo. In pri JET-u, ki je Joint European Torus, ki je največja naprava za te raziskave na svetu, je v zadnjem dosežku šlo za to, da smo z zlivanjem jeder pokazali, da je mogoče na ta način pridobivati velike količine energije. To energijo smo tudi rekordno količino energije, ki je bila kadarkoli strani človeštva proizvedena z zlivanjem jeder, smo proizvedli za nekaj časa in sicer smo 4 sekunde smo proizvajali moč 15 megavatov in proizvedli 59 megajoulov energije, kar je rekord človeštva pri tem načinu pridobivanja energije. Seveda, to je energija, ki se je sprostila, to je toplotna energija, ni elektrika, ampak je en velik korak naprej. Dodatno bi omenil še to, da je bilo ta dosežek je bil tudi simuliran in že prej napovedan in ta eksperiment, ki se je zgodil, je dokazal, da tudi naše simulacije, naša teorija deluje in podpira to. Je pa bil tudi, ta dosežek je pomemben tudi zaradi tega, ker smo na škali, ki je pomembna za fuzijske elektrarne, to pomeni z deuterijem in tritijem, z veliko gostoto plazme pri visoki temperaturi smo to dosegli, kar daje veliko upanja in pozitivne novice tudi za nadaljnji razvoj fuzije in nadaljne reaktorje, kot je ITER in demonstracijska fuzijska elektrarna DEMO. No, poglejte, 24-letni rekord o jedrski fuziji se je torej v bistvu zdaj podaril, tako kot ste rekli, ne? Ko ste znanstveniki iz tega JET-a ustvarili res najvišji trajni energetski impuls. Ti rezultati pa so naredili velik korak bliže k premagovanju enega v bistvu največjih znanstvenih in tudi inženirskih dosežkov. A se skupina recimo zaveda tega? Da je to res tak prebojni korak? Ja, mogoče se zdaj še ne zavedam popolnoma tega. Dejstvo je, da je fuzija kot trajnostni vir energije je tisti, ki je eden največjih izzivov človeštva. In dejstvo je, da mi smo naredili velik korak naprej, a se zavedamo, kako pomemben je ta korak, to pa čas pokazal. No, in če lahko raziskovalci izkoristijo jedrsko fuzijo, to je proces, kot ste rekli, ki poganja Sonce v bistvu, to obljublja skoraj v bistvu neverjeten vir čiste energije, ne? Rezultat JET-a pa in reaktorja, ki uporablja enako tehnologijo in tudi mešanico goriva, kot ste rekli, ne? S časoma naj bi dosegel tudi ta cilj na jedrskem fuzijskem reaktorju ITER. Je to seveda neka prihodnost recimo tega, oziroma eksperiment, ki ga boste potem aplicirali na ITER-ju? Ja, JET trenutno, leta 2010 je JET doživel veliko nadgradnjo in sicer smo komponente znotraj reaktorja naredili take, kot bojo v ITER-u. In JET trenutno predstavlja testno platformo za ITER. ITER bo največji tokamak na svetu, se trenutno gradi na jugu Francije. In ITER bo imel precej prednosti za razliko od JET-a. Bo večji, 10-krat večji, bo imel manjše izgube energije in bo že proizvedel približno 10-krat več energije, kot je bo potrebno za samo
za samo vzpostavitev te fuzijske reakcije. Se pravi, ITER bo imel moč 500 MW, potrebovali bomo pa za vzpostavitev vroče plazme, za vzpostavitev pogojev za dosego fuzije približno 50 MW. Zdaj, ta dosežek je pomemben korak tudi na poti k ITER-u. Stališča tega, da je JET pokazal, da je to možno narediti na taki skali, in stališča, kot sem rekel, podpiranja naših simulacij, načrtov, teorije, na podlagi katerega smo tudi načrtovali ITER. In kot sem rekel, to daje upanje za to, da bo ITER res deloval tako, kot mislimo, da bo. Je pa še ena tudi bistvena razlika, ta puls na JET-u je deloval 4 sekunde. 4 sekunde zato, ker so na JET-u tuljave, ki ustvarjajo močno magnetno polje, narejene iz bakra. Po njih tečejo izjemno veliki električni tokovi in povzročajo, da se te tuljave segrevajo. Če mi po 4 sekundah tega ne bi ugasnili, bi se tuljave pregrele in bi se lahko tudi poškodovale. ITER bo imel te tuljave superprevodne, iz superprevodnih magnetov, ki se ne bodo greli in bo zato lahko tako stanje vzdrževal tudi ne samo nekaj sekund, ampak več ur, mogoče celo nekaj dni. Ampak čeprav razumem, v bistvu bo ta vaš eksperiment ITER oplemenitil na nek način, ko bo seveda z enakim ali pa podobnim postopkom začel. Ja, seveda, vso znanje, ki ga mi osvojimo na JET-u, vse, kar se mi naučimo, se bo uporabilo pri ITER in bo ITER zaradi tega uspešneje deloval, bo bolj optimiziran, lažje ga bomo upravljali. In bo tudi poganjala, recimo, ta mešanica, ko ste rekli, deuterija pa triterija, ne? Tritija, ja. JET je trenutno edini tokamak na svetu, ki uporablja mešanico deuterij tritij, ki se je izkazala kot najučinkovitejša pri proizvodnji energije, in tudi ITER bo proizvajal deuterij tritij. Z enako mešanico. Z enako mešanico, ja. In tudi z tega stališča je bilo to prebojno, ker smo dokazali, da se s to mešanico, ki smo jo pač optimizirali za JET, se bo tudi na ITER delalo in bo tudi ITER zaradi tega uspešnejši. A je v bistvu ta JET pomanjšana neka različica ITER-ja? Lahko bi tako rekli, ja. No, zanima me tole, poglejte, eksperiment, ki je bil izveden, je skoraj na nek način približek industrijskega nivoja, ne? In zlitje tega deuterija in tritija daje tudi smisel in neke realne obete, neupravičenosti raziskovanja pri ITER-u, ne? To je seveda koliko 22 milijard vreden projekt, ne? Ja. In v končni konsekvenci naj bi bilo tudi to odprlo pot do trajnostne energije. Bom tako rekel, ta eksperiment je bil narejen v pogojih, ki so relevantni za fuzijsko elektrarno. Tako da je bil, na ta način je bil najboljši industrijski približek, ki ga lahko mi naredimo z obstoječo tehnologijo, z obstoječimi napravami in z obstoječim znanjem. In ITER bo pa še en korak naprej. Poglejte, zanimivo, zasledila sem podatek, kot navajajo raziskovalci, imate pri tem še nekaj izzivov in kot nek problem pravijo, da je kako ravnati s toploto, ki nastane v izpušnem območju reaktorja. Je to velik problem ali to definitivno lahko rešite? Recimo prihodnje. Ja, dejstvo je, da je na področju fuzije še veliko odprtih vprašanj, problemov in izzivov. Eden od teh je seveda, kako ravnati s plazmo, kako ravnati z plazmo, z nečistočami v plazmi, ki se čistijo v spodnjem delu, tako imenovanem divertorju oziroma filtru. Vsi ti problemi so in do zdaj smo jih še večino uspešno rešili, tako da jaz ne dvomim v to, da kakšnega ne bi rešili. Je samo vprašanje časa, tehnologije, kdaj bomo kaj rešili. Se pravi, napredek je in ta napredek, ki smo ga dosegli, med drugim tudi s tem rekordnim poskusom v JET-u, mi daje upanje, da bomo tudi vse ostale izzive uspešno rešili. No, ko že skozi omenjava ta ITER, to gre za velik mednarodni projekt. Ja. Kdo vse sodeluje pri tem, katere države, glede tudi na ceno, 22 milijard dolarjev vreden projekt? ITER je eden največjih, kompleksnih in mogoče tehnološko najzahtevnejših projektov človeštva. V njem sodelujejo gospodarsko najmočnejše države sveta, to je Evropska unija,
Rusija, Indija, Kitajska, Južna Koreja, Japonska in Združene države Amerike. Gre za o tej številki govorite 22 milijard, to je številka, ki je približek. Prave cene je težko določiti, ker tukaj ne gre samo za denar, tukaj gre za vložke industrije, vložke držav, tudi v smislu materijala, ljudi in komponent. Tako da je težko govoriti o tej ceni 22 milijard, to so neke grobe ocene, ki so mogoče realne, ampak vseeno gre za teh 22 milijard, to so stroški gradnje in obratovanja, to so stroški za obdobje 10 do 20 let, ki se razdelijo med teh 7 gospodarsko najmočnejših držav sveta in je z tega stališča je ta znesek, če to primerjamo z investicijami v fosilna goriva, s subvencijami v fosilna goriva, ki na letni ravni za Evropsko unijo znašajo 58 milijard evrov, ni tako velik znesek, sploh če gledamo potencial, ki ga ima ta projekt, se pravi narediti en trajnosten vir energije za človeštvo, ki bo omogočal še naprej razvoj človeške civilizacije, ne da bi obremenjevali naše okolje in uničili planet. Kako lahko tak znanstven preboj vpliva na dojemanje recimo, ali pa pojmovanje in ukrepanje pri prizadevanjih zmanjševanja seveda tega okolja, ogljičnega odtisa recimo, če rečemo, da gre v bistvu tu za čisto energijo? Ja. Pa recimo ljudje sploh dojemajo, zakaj gre, mislim, pomen tega vašega presežka. To, kako ljudje dojemajo, o tem bi težko sodil, ker iskreno povedano pojma nimam. Si pa predstavljam, da je tak dosežek lahko vliva tako nam raziskovalcem, kot tudi splošni javnosti en optimizem, da je vlaganje v fuzijo vredno in da fuzija ne samo da obljublja, ampak da bo tudi dostavila to, se pravi, da bo postala vir energije za človeštvo. To ne bo danes, ne bo jutri, bo pa čez nekaj desetletij. In ta dosežek vidim kot eno potrditev tega, da gremo v pravo smer in da gremo v pravo smer in nek dosežek, ki vliva nek optimizem, da smo še sposobni delati rekorde, da smo še sposobni delati preboje, tudi s takimi napravami, kot je Jet, kaj šele z ITER-om, ki bo po vseh performansah oziroma po vseh tehnoloških značilnostih še bistveno boljši od Jeta. Kako pa recimo v tem kontekstu komentirate te burne razprave v minulih mesecih v Evropski uniji, kaj je čista energija? Kaj je čista energija? Zdaj, te razprave burne so bile večinoma na strani politikov, katerih naloga je včasih, da delajo burne razprave, tudi zato, da pritegnejo pozornost. Znanstveni konsens je pa dokaj jasen. Dejstvo je tudi, da vsaka človekova aktivnost vpliva na okolje, vpliva na naravo. Od gradnje hiš, gradnje šol, mest, do gradnje elektrarn. In vsaka elektrarna ima svoje prednosti in slabosti. In tukaj od obnovljivih virov, kot so sonce, vetrnice, sončne elektrarne, vetrnice, hidroelektrarne, do tudi fosilnih elektrarn, za katere vemo, da je nedvoumno, da imajo slab vpliv na okolje. Vse to seveda vpliva na okolje. Tukaj fuzijska elektrarna ni izjema. Bo pa vpliv fuzijske elektrarne na okolje eden manjših. Govorimo tako stališča rabe prostora, kot tudi stališča rabe goriva, kot tudi stališča varnosti in morebitnih izpustov škodljivih snovi v okolje. Če malo elaboriram, se pravi fuzijske elektrarne, prednost fuzijske energije je v tem, da izkoriščamo eno najmočnejših sil v vesolju, to je močno jedrsko silo. In pri zlivanju fuzijskega goriva, to je deuterij in triti, se sprošča 10 milijonkrat več energije na enoto mase kot pri fosilnih gorivih. Torej, poraba energije je majhna. Za primer, termoelektrarna Šoštanj na dan porabi za nekaj tisoč ton premoga. To je nekaj vlakovnih kompozicij na dan. Fuzijska elektrarna bo v enem letu porabila za en kombi deuterija in tritija. Se pravi, poraba goriva, poraba surovin pa majhna.
Poraba prostora bo majhna, ker bo taka elektrarna zauzemala približno tam četrt do pol kvadratnega kilometra. Tudi snovi, ki nastajajo pri fuzijski reakciji. Se pravi, pri fuzijski reakciji pri zlivanju deuterija in tritija nastaja helij, ki je žlahen plin, inerten, popolnoma neškodljiv, in pa nevtron. Ta nevtron lahko povzroči, da bodo komponente v reaktorju postale radioaktivne, ampak z izbiro pravih materialov, ki jih že poznamo in tudi razvijamo, bomo poskrbeli, da bo ta radioaktivnost v 100 letih padla na raven naravne radioaktivnosti. Treba je tukaj omeniti še, da je triti kot jedrsko gorivo je radioaktivn, tega v naravi ni in ga bomo morali proizvajati. In sicer iz tega nevtrona, ki nastaja pri fuzijski reakciji, če s tem nevtronom obsevamo litij, lahko pridobivamo triti. Triti je radioaktivno gorivo, radioaktivni element z razpolovnim časom 12 let in ga bo v fuzijski elektrarni relativno malo, ker se bo sproti proizvajal. Tako da tudi, če bi ves triti iz fuzijske elektrarne šel v okolje, ne bo potrebna evakuacija okoliškega prebivalstva. Tako da z tega stališča bo fuzijska elektrarna skoraj da trajnostna, zaradi tega, ker so zaloge deuterija in litija pri tako majhni porabi so skoraj da neskončne, merimo jih lahko v milijonih let in si upam trditi, da bo prej konec človeške civilizacije zaradi drugih neumnosti, ki jih delamo, kot da bi zmanjkalo fuzijskega goriva. In pa tudi z tega stališča je to trajnosten vir, ki kar se da malo vpliva na okolje. Se pravi, potencial energije je neprimerljiv. Neprimerljiv, ja. Kako pa potem v tem kontekstu tudi komentirate recimo te razprave pri nas, ko naj bi načrtovali novo nuklearko? Ja, zdaj eno so razprave, eno so pa dejstva. In realnost je taka, da je današnja družba, današnja civilizacija človeška je popolnoma odvisna od energije, ki jo imamo na voljo, če sem še bolj specifičen, tudi od elektrike. Če mi nimamo dovoljšne proizvodne elektrike, se naša civilizacija ustavi. Se mi vrnemo nekaj stoletij, da ne rečem tisočletij v preteklost. In zdaj, kako zadostiti tem potrebam? Mi trenutno večino energije, 80%, pridobimo iz tako imenovanih fosilnih goriv, nafta, premog, zemeljski plin, ki dokazano povzročajo te izpusti CO2 povzročajo in tako segrevanje ozračja kot drugi izpusti pa povzročajo tudi onesnaževanje zraka, ki povzroča smrti, pljučne bolezni pri ljudeh. In zdaj, kako to nadomestiti? Ideja je za nizkoogljičnimi viri. Tukaj se omenjajo hidroenergija. Problem hidroenergije v Evropi je, da je hidroenergetski potencial praktično že v celoti izkoriščen. To pomeni, da so vse reke že zajezene. Tiste, ki pa še niso, pa nimajo takega potenciala, da bi lahko zadostile naraščajočim potrebam po energiji ali pa celoti nadomestile fosilna goriva. Plus tudi tukaj se pojavljajo okoljevarstveni pomisleki. Potem sta tukaj še sončna in vetrna energija, ki sta obnovljiva vira, katerih, bom rekel, glavna slabost je, da zauzemata ogromne količine prostora, sta razpršena, predvsem pa vremensko odvisna. Se pravi, naša civilizacija ni vremensko odvisna, se pravi, mi imamo danes energijo vedno in skoraj da povsod. Vetrne pa sončne elektrarne pa delujejo samo ob ugodnih vremenskih razmerah, ki se pa spreminjajo praktično iz ure v uro. In tukaj vidim jedrsko energijo kot nizkoogljičen vir energije, ki je tudi okolju zelo prijazen, namreč škodljive snovi, ki nastajajo, se zadržijo tam, jih je relativno malo, se zadržujejo na sami elektrarni, majhna je raba prostora, majhna je raba energija, predvsem pa delujejo neodvisno od vremena, 24 ur na dan, 365 dni na leto. In z tega stališča si jaz ne predstavljam prehoda na nizkoogljične vire brez jedrske energije. To je bil mogoče malce širok pogled, ampak sem zajel, kako mora biti. Ja. In tudi tukaj si saj srednjeročno si ne predstavljam prehoda na nizkoogljične vire brez jedrske energije, ki se bo kasneje v drugi polovici tega stoletja pridružila še fuzija. Se pravi, da približno
kar nekaj desetletij računate, da naj bi ta fuzijska energija bila aplikabilna, a ne, v konkretnih načrtih, recimo izgradnje teh naprav. Ja. In bi potem skupaj z jedrsko energijo, a ne, na nek način vplivala na zmanjševanje tega ogljičnega odtisa. Ja, jaz mislim, ta prehod na nizkoogljične vire, za katerega smo se v zahodnih državah odločili, bo zelo zahteven, bo tudi izjemno drag. In se pravi, nadomestiti moramo kar 80% vseh energetskih virov, ki jih zdaj pokrivamo iz fosilnih goriv, moramo nadomestiti z nizkoogljičnimi viri. To bo izjemen izziv, drag izziv in ta prehod bo trajal. In jaz tukaj se mi zdi nesmiselno, celo neodgovorno, da bi nek vir izključevali samo zaradi neke ideologije. In zato jaz mislim, da moramo uporabiti vse tehnologije, ki so na voljo. Tukaj govorimo o klasični jedrski energiji, o sončnih elektrarnah, vetrnicah, hidroenergiji, geotermalni energiji, energiji valov, energiji plimovanja, praktično vse, kar je na voljo in kasneje tudi, se pravi, v drugi polovici tega stoletja tudi fuzija. Profesor, a obstaja kakšna, recimo, tehnologija, ki bi v tem vmesnem času, preko bi recimo ta fuzijska energija bila popolnoma aplikabilna, nadomestili recimo, bom rekla, s tehnologijo, a ne, ki ne bi bila tako škodljiva, kot so zdaj recimo premog, nafta? Ja, tehnologija obstaja, to so jedrske elektrarne. Klasične fizijske jedrske elektrarne, to obstaja. Ampak tega nekatere države pač nočejo uporabiti. Ne govori, da bi bilo recimo tudi možno manjše jedrske elektrarne narediti, da niso vse tako ogromne? Ja, tudi na to se dela. Dejstvo je, da je velik del časa je razvoj šel v razvoj večjih enot, ki so ekonomsko bolj upravičene, ampak v zadnjih časih, ko je pa predvsem na zahodu se izgubila, so se sposobnosti grajenja večjih objektov poslabšale, predvsem zaradi neizkušenosti, pa tega, da nekaj desetletij niso zgradili nobene elektrarne, so se izkušnje izgubile. V tem smislu pa se zdaj pojavljajo tudi majhne elektrarne, ki bi jih delali v tovarnah, tako imenovani modularni reaktorji, ki bi jih v tovarni gradili na tekočem traku, ki bi lahko bili poceni, hitro zgrajeni in bi jih samo pripeljal na nek tja, kjer je potrebna energija, hitro postavil, podobno kot danes plinsko elektrarno, in bi ta začel proizvajati elektriko že v roku enega leta ali še manj. Na tem se veliko razvija, tukaj so močni tako v Združenih državah Amerike, kjer je veliko startupov na to temo. Velika Britanija se je odločila iti v to smer, Francija, pa tudi Rusija, Rosatom je izjemno močen na tem področju. Kitajska tudi ima svoj program, tako da na tem se dela. Teh reaktorjev še ni na trgu, se pa močno razvijajo in bojo prišli na trg v nekaj letih. Se pravi, da tehnologija v bistvu na nek način obstaja, v strokovnih krogih je to že poznano, ne? Ja. Vprašanje je pri odločevalcih, oziroma pri politiki, a ne? Ja, politika pa javnost, ne, seveda, ja. A sploh hočemo iti v to. Pričemer bi jaz tukaj mogoče čisto kot zanimivost, mogoče bom šel zdaj malo stran, ne? Ampak recimo zdaj ta epidemija nas je naučila, da je družba pač taka, da tudi ko pride ena epidemija, ki je velik šok za človeštvo konec koncev, ne? In je znanost relativno hitro ponudila relativno enostavne odgovore na kako rešiti to epidemijo, ne? To je cepiva, maske, prezračevanje prostorov, ne? Pa vseeno smo bili zelo skeptični do tega, oziroma nismo hoteli v celoti tega uporabiti, ne? In jaz mislim, da tudi podobno je tudi pri energiji. Tudi če bi danes imeli fuzijsko elektrarno, ki bi jo lahko jutri zgradili, se ne bo, ker bo, eno je, da bo del nezaupanja, drugo pa je, ker smo ljudje težko sprejemamo novitete na tako kratek čas. In pa še tretji vidik, ki če ga smemo spostaviti, je pa to, da je v fosilnih goriv danes svet usmerja kapital, vse se vrti okrog denarja in kapitala. In trenutno je v fosilnih gorivih toliko kapitala, tam je takšna inercija, da je skoraj da nemogoče to kar čez noč zamenjati, ker bi se karte premešale, karte glavnih igralcev, firm, tudi spremenile bi se geopolitične razmere na svetu, bi se spremenile. Ker naenkrat bi države, ki imajo zdaj svojo politično
moč zaradi tega, ker izvažajo ogromno količino fosilnih goriv, bi se njihov položaj v svetu spremenil. Če bi imeli nek nizkoogljični vir, ki ne bi bil odvisen od tega, kje si. Kot je recimo jedrska energija, kjer recimo kamion urana, ki zadostuje za 18-mesečno proizvodno 40% potreb Slovenije po elektriki, lahko pripelješ kamorkoli. Ne rabiš plinovodov, uranovodov ali česarkoli. In podobno fuzijska elektrarna. Fuzijska elektrarna, ko bo za svojo gorivo imela praktično vodo in nekaj litija. To je en kombi, ki ga lahko pripelješ kamorkoli. In s tem se bo dejansko bo družbeni pretres tak, da ne vidim druge možnosti, kot da se fuzija uvede in razvija evolucionarno, ne revolucionarno. Če tudi si mogoče nekateri želimo, da bi takoj imeli neko rešitev na voljo, ki jo imamo, jedrska, pa je ne uporabimo. Tako, ker nismo uporabljali cepiv, tako tudi fuzije, ko bo najbrž ne bomo takoj uporabljali, ampak bo le počasi prodirala v naše okolje. Predvsem zaradi tega, ker smo taka družba, taki smo po naravi, homo sapiens. Ta omenjeni projekt in konzorcij tega Eurofishna, za nas, za Slovenijo, bom rekla, je še toliko bolj pomemben, ker v njem sodeluje kar 40 znanstvenikov, sodelavcev Inštituta Jožef Stefan. Je to dokaz dobrih naših strokovnih kompetenc z strašno obsežnim znanjem za te stvari. Ja, dejstvo je, da se mi, raziskovalci z Inštituta Jožef Stefan, v te projekte z raziskovalci iz Evrope vključujemo kot enakovredni partnerji. Po strokovni plati čisto nič ne zaostajamo z drugimi, nekje celo presegamo, nekatere projekte celo vodimo, nekje delamo presežke. Delamo tukaj na več področjih, od raziskav materialov, obnašanja materialov ob stiku s plazmo, do raziskav hlajenja teh reaktorjev, do razvoja novih materialov, do raziskav obnašanja same plazme, pa do raziskav sevanja nevtronov in žarkov gama, ki izhajajo iz plazme in njihova uporaba. Vse to raziskujemo in to raziskujemo v tesnem sodelovanju z evropskimi partnerji in tukaj se drug od drugega veliko naučimo. In to je izjemno priznanje tako za Slovenijo, kot tudi za Inštitut Jožef Stefan, ki ima dolgoletno tradicijo raziskovanja na teh področjih. Ste pa slovenski znanstveniki združeni v Slovenski fuzijski asociaciji, ki je pa tudi članica skupine evropskih raziskovalnih enot. Pa me zanima, kdo se še tu pridružil recimo v to asociacijo fuzijsko? Ja, v Slovenski fuzijski asociaciji je glavni partner Inštitut Jožef Stefan, tesno pa seveda drugi partner je pa Univerza v Ljubljani. Tesno pa sodelujemo tudi z podjetjem Kozilab, ki dela sistem za kontrolo plazme za ITER. Tako da je tukaj sodelovanje izjemno močno, poteka izmenjava izkušenj, poteka sodelovanje na projektih in tako naprej. Kako močno pa je to recimo združenje, da ima kakšen vpliv, ampak ne zgolj na strokovni, ampak tudi na odločevalska vprašanja? Ja, Slovenska fuzijska asociacija, mi tesno sodelujemo z Ministrstvom za znanost, ki pokriva to področje, z njimi imamo odlične odnose. Po drugi strani pa, se pravi, to je, kar se odločevalcev tiče in nas ministrstvo tudi tukaj podpira. Po drugi strani smo pa na evropski ravni, tudi hodimo na sestanke, sodelujemo pri odločitvah, žal pa pač slovenski glas zaradi naše majhnosti ne šteje dostikrat tako veliko kot glas katere od drugih večjih članic, kar pa je razumljivo. Še nekaj me zanima v zvezi s tem projektom, o katerem sem vas skozi govorila, ker Agencija za atomsko energijo Združenega kraljestva gosti v bistvu združenje JET. Njegov znanstveni program pa vodi evropsko sodelovanje, imenovano ta Eurofishn. In kaj je z odločitvijo tega Eurofishna, da zaključuje obratovanje JET-a ob koncu prihodnjega leta, to je leta 2023. Ja. Me zanima, kam bo šla vsa dragocena strojna oprema in pa tudi strokovno znanje. Kdo bo to posrkal? Ja, tukaj so stvari malenkost kompleksne, ker so tudi politične. Eno je Joint European Torus, JET, oziroma skupni evropski torus, je
sprva bil mišljen kot evropski projekt in je kot tak tudi obstajal in bil zgrajen, dokler je bila Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo v Evropski uniji. Se pravi, JET je bil evropska naprava, do katere so imeli dostop vsi evropski raziskovalci, ki so sodelovali v Evropskem združenju za fuzijo, ki je zdaj Eurofusion. Britanija je pa gostila ta tokamak, Združeno kraljestvo je pa gostilo ta tokamak, se pravi blizu Oxforda. Po njihovem izhodu so se pa oni zavezali, da bo oni prevzeli upravljanje naprave, stroške upravljanja naprave in pa tudi stroške njegove razgradnje. In tukaj je prišlo do nekaj pretresov, predvsem stališča politike in financ, ki pa smo jih zaenkrat uspešno rešujemo. Če jih ne bi bilo tega prebojnega dosežka leta 2021, v katerega smo bili vključeni tudi evropski raziskovalci. Kljub temu, da je Britanija izstopila iz Evropske unije, smo uspešno presegli ta razhajanja v znanosti in tudi v politiki in smo uspešno skupaj končali ta eksperiment. Kako bo z JET-om v prihodnosti, je še negotovo. Se pravi, predvsem so negotovosti stališča financiranja in pa stališča političnih odločitev. Tako da tukaj, kot znanstvenik, ko govorimo o dejstvih, tukaj ne morem kaj dosti več reči, kot da bojo odločitve še sprejete. Je pa več scenarijev možnih. Se pravi, eno je, da se JET res konča in se bo razgradil, te komponente se bodo uporabljale za razne industrijske namene, kot se lahko. Tam je precej kovinskih struktur, bakra, kar se lahko komot uporablja, kje drugje tudi. Zdaj, en scenarij je pa tudi, da JET obratuje še naprej, kar bi bilo po mojem mnenju smiselno, ker se na ta način dela novo znanje, predvsem pa ohranja novo znanje stališča obratovanja tokamaka. Ker namreč ITER bo unikatna naprava, ki bo zelo podobna JET-u in vse izkušnje in znanje z obratovanja take kompleksne naprave, ki so se nabirala, ustvarjala na JET-u, bo zelo smiselno tudi uporabiti na ITER. Tako da bi bilo resnično škoda, da bi zdaj JET ugasnili, razgradili, zgubili in bi imeli recimo neko luknjo v znanju do zagona ITER-a. Tako da ta korak, kako ta prehod narediti iz JET-a na ITER, je še eden od izzivov. Se pravi, kako ta prenos znanja narediti, bo eden od izzivov, za katerega pa verjamem, da ga bomo uspešno rešili, tako kot podobne izzive v preteklosti. Namreč tudi ob izhodu Velike Britanije iz Evropske unije se je govorilo, da zdaj pa konc, zdaj pa to, ampak glejte, smo rešili zadeve. So izzivi, ki se pa rešujejo na dnevni, tedenski, letni ravni in do zdaj je bil izplen pozitiven. Zato sem optimist.